Dobrodan iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na Vesti. Pozdravljamo vse Irce, ki so se udeležili referenduma in podprli priključitev Irske Lizbonski Evropi. Se oni ne gledajo vesti. Zdaj čakamo samo še na Poljake in Čehe. Vendar češki predsednik Lizbonske pogodbe še ne namerava podpisati. Počakal bo na češko ustavno sodišče in morda bodo potem zadevo zapletli še v Veliki Britaniji. Kljub temu je bilo včeraj po evropskih kuluarjih veselo. Pa tudi na Irskem so bili zadovoljni z visoko zmago. As a nation have taken a decisive step for a stronger, fairer and better Ireland and a stronger, fairer and better Europe. Today we have said to the other countries of Europe that we stand with them as we seek to move forward together. Po stavkah v Muri in Gorenju se na stavkovni val pripravlja tudi javni sektor, učitelji, zdravniki in policisti. Kljub temu, da bodo nadaljevali pogajanja z vlado, so že začeli organizirati stavkovne odbore. Učenci in tisti, ki pogosteje delajo prekrške, se veselijo, bolniki malo manj. Vodja sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Branimir Štrukelj pa je vladi razložil, da je pravi odgovor na gospodarsko krizo vlaganje v izobraževanje. Če se takoj obrnem na slovenske razmere, kjer se ta trenutek te dneve sprejema proračun in pogledam številke, ki so predvidene za šolstvo, potem moram žal reči, da nisem v celoti prepričan, da se slovenska vlada pomena investiranja v izobraževanje v času krize, torej kot odgovor na krizo v celoti zavedam. Sem to res? Koga? Je to. Mislim, dajmo zdaj narediti pametne otroke, pa nas bo oni rešili, pa bomo potem imeli penzijo, ne pa zdaj to neki Priden, Branimir. Predsednica komisije za vrtce pri SDS Mojca Škrinjar pa je pred tednom otroka spregovorila o dosežkih prejšnje vlade na področju šolstva. To je brezplačen vrtec za drugega otroka, brezplačne izposoje učbenikov za osnovnošolce, brezplačni topli obrok za srednješolce, vzgojni načrt, ki pomeni manj nasilja v šolah, posodobljeni učni načrti za osnovno šolo in gimnazijo ter novi programi za poklicno izobraževanje. O vprašanjih izobraževanja so poročali tudi v internetnih dijaških novicah. Natančneje smo spoznali tudi eno od pridobitev iz prejšnjega vladnega mandata. Poglejmo torej, kje so dijaki v Ljubljani najbolj siti. Na dan obiska so Bežigrajčani dobili sendvič s salamo, sirom in papriko, zraven pa sok in jabolko. Na gimnaziji Jožeta Plečnika oziroma Šubi ponujajo 2 topli malici, navadno in vegi, ki pa jih dijaki prejmejo v izoliranih posodah. Tokrat je bilo to piščančje meso z rižem in sok. Na srednji ekonomski šoli na Roški prav tako poskrbijo za tiste, ki ne jedo mesa, zato spet 2 topli malici. Vegetarijanci so imeli na dan obiska burek in jogurt. Srednja šola za oblikovanje in fotografijo svojim dijakom ponuja 2 hladni malici, navadno in brezmesno. Tokrat sendvič s sokom, kadar imajo pa dijaki pouk na Roški, jedo tamkajšnji meni. Na gimnaziji Poljane ponujajo 4 različne obroke. 3 tople menije, od tega je 1 vegetarijanska ter 1 hladno malico. Na gimnaziji Moste imajo dijaki na izbiro navadno ali vegetarijansko toplo malico. Tokrat golaž s pudingom. Izvedeli pa smo tudi, kam se hodijo najraje zabavati. K4. Zakaj pa? Zaradi muske. Stari, ne vem, vse so tako dosti v redu. Ultra. Zakaj pa? Ne vem, pač skozi hodimo, ki je pa že standard. K4. Zakaj pa? Zato, ker so ful fajn ljudje tam, pa zato, ker te doben čudno ne gleda, ko priješ, pa si lahko narejen ful hecno ali pa ful navadno. Ultra. V Ljubljani. Bomo komaj prvo leto v Ljubljani, tako da ne moram povedati. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Malo več kot desetletje od 19. maja 1999, ko je izšel drugi album Aliena. Ob obletnici se je Dalaj odločil za turnejo po Sloveniji, ki jo je pričel v mariborskem Štuku.
Množico, med katero ga je večina prvič videla v živo, je razgrel v 2 ure trajajočem koncertu. Takrat so bile scene dosti bolj združene, ne, ko je on začel. Ne vem, metalci, pa vsi so isto poslušali, ne. Vem, kad se je rolalo hip-hop, pa se je rolalo metal, pa se je rolalo vse živo, se je ropak, se je rolalo. Končal se je 12. festival slovenskega filma. Veliki zmagovalec je režiser Jure Šterk s filmom 906. Poraženi so bili praktično vsi ostali Slovenkov red. Dokler nismo videli Šterkove mojstrovine, smo navijali za film Lovec oblakov režiserja Mihe Knifica, v katerem je zaigrala tudi naša Elena Pečarič. Deset kozarcev konzerv, 8 sočkov destiliranega alkohola, 5 svečkov nafte, 3 kisikove pomoč, 2 sladilnika, 1 klima naprava. Še vreme pred post-apokaliptično. Veš, kaj ta film bi bil post-apokaliptičen? Veš, kaj bi bilo vse že, vse grozno, veš. Zdaj pa vreme še pred post... Če imaš tle apokalipso, ne? Dajmo samo tako, ne? Pa če, se pravi, in vse, kar se tukaj zgodi, je post-apokaliptično, se pravi, mi smo pa tukaj še nekje, ne? Se pravi, je zdaj vreme pred post-apokaliptično. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti, ostanite še naprej z nami, plačujte davke, kaj še morajo delati? Vlagajte v izobraževanje, pejte filme gledati slovenske, kupujte slovenske izdelke,